Teden otroka je program Zveze prijateljev mladine Slovenije, ki temelji na praznovanju Svetovnega dneva otroka. Leta 1956 ga je razglasila Generalna skupščina Združenih narodov. Mednarodna zveza za varstvo otrok in Mednarodni fond za pomoč otrokom UNICEF pa sta od leta 1957 skrbela za obeleževanje tega dne. Po priporočilih Združenih narodov je Svetovni dan otroka, včasih ga zasledimo tudi kot Mednarodni otroški dan in se praznuje prvi ponedeljek v oktobru. V tednu otroka se organizirajo različni prostočasni in razvedrilni programi za otroke v vseh večjih krajih po Sloveniji, v javnost pa se preko medijev posredujejo sporočila otrok, ki jih pripravi Zveza prijateljev mladine Slovenije na podlagi sklepov Nacionalnega otroškega parlamenta in povzetkov ugotovitev iz analize klicev na telefon otrok in mladostnikov. Letošnji teden otroka je potekal od 2. do 8. oktobra 2017. Osrednja tema je Povabimo sonce v šolo. Šola naj bo radovedna, v njej naj vlada veselje do novega, odprtega in uporabnega znanja in svetle prihodnosti. Otroci in mladi si vedno bolj želijo predvsem bolj inovativnega in ustvarjalnejšega učenja in razmišljanja. Tema je povezana z otroškim parlamentom v šolskem letu 2016-17, ki je bil pod naslovom Šolstvo in šolski sistem. Tudi v Slovenskih Konjicah so prostovoljke Zveze prijateljev mladine Slovenije zelo pridne in aktivne z Janjo Brglez na čelu. Pripravile so že tradicionalno 23. konjičkovo popoldne v Slovenskih Konjicah za vse radovedne, igrive in ustvarjalne otroke in mladostnike. Za vsakega se je v ponedeljek 2. oktobra 2017 v popoldanskem času na Mestnem trgu našlo nekaj. Letos je bilo še cirkuško obarvano, saj se animacijski program s pravima klovnoma iz teatra Čizamo po njuni predstavi nadaljeval tudi na zabavnih cirkuških delavnicah. 3, 4 in oba. En aplauz za žongliranje z baklami. Najlepša hvala. Če opihnemo jih, kole. 1. 2. Dobro. 3. Dobro. 4. Dobro. 5. Deva oddalec skupaj pihnemo vsi naenkrat 3. Samo, najprej samo dajemo. Sedaj, samo. A držite? Kako malo stvar govorite, če samo držite? 3, 4, zdaj! Še za drugo? 3, 4, zdaj. Dobro, Beni? Ja. Ti pa tole boš pa z vodo pokazil, prav? Ja. Ja, okej. Ja. Vodo lepo zajti, ja. Dobro, tole. Ja! Treba Beni? Treba kaj samo se vode? Treba Beni! Izbira kreativnih delavnic je bila pestra. Da bi delo in igra šlo lažje od rok in nog, so poskrbeli s slastnimi prigrizki in okrepčilnimi napitki. Na ploščadi pred Domom kulture so se odvijale delavnice na različne teme, kjer so ustvarili otroci sami, ali pa so s pomočjo staršev izdelali svoj unikatni izdelek ali se udeležili katere od dejavnosti. Vrtec Hela je poskrbel za izdelavo okraska iz kartonskih obročev, čarobne zapestnice iz gumic so izdelovale prostovoljke Društva prijateljev mladine Slovenske Konjice, gibljive klovne iz papirja, ki so jih otroci sami barvali, so izdelovali pod okriljem osnovne šole pod Goro. Pisane klobučke, ki so jih otroci okrasili tudi sami, so pomagale ustvariti učiteljice iz osnovne šole ob Dravinji. Žogice za žongliranje iz balonov in mivke ali peska so bile zanimiv predmet, ki so otrokom pomagale izdelati vzgojiteljice iz vrtca Slovenske Konjice. Vzgojiteljice iz vrtca Mali grof so skupaj z mladimi bralci izdelovale unikatna knjižna kazala. Konjiška likovnica Heda Vidmar Šalamon in mož Arpad sta s prostovoljkami iz Društva prijateljev mladine tudi letos pripravila tematski spomin na konjičkovo popoldne s konjem v cirkuški areni. Mladi obiskovalci so sami lahko sodelovali pri svojem izvodu tiskanega konja. Za modni dodatek na koži so učiteljice iz osnovne šole Loče risale tatuje z barvami za kožo, za spretne noge pa so bile na voljo hodulje, ki so jih upravljali konjiški gimnazijci. Tina Makovec je predstavljala osnove twirlinga.
Da bi domov prišli z urejeno in malce slavnostno frizuro, so poskrbeli v frizerskem kotičku. Vsi udeleženci 23. konjičkovega popoldneva v Slovenskih Konjicah so preživeli še eno prijetno sončno jesensko popoldne v ustvarjalno-kreativnem vzdušju in prijetnem medsebojnem druženju v spremstvu otroškega vrveža.